Povejte mi, lahko najprej predstavite, v kateri regiji delujete in s kom vse v bistvu pravzaprav sodelujete v vašem okolju? Lep dober dan še z moje strani. Kot ste povedala, sem predsednik društva na Gorenjskem. Sodelujemo, bom rekel, z vsemi javnimi ustanovami, zelo solidno z občinami, CSD in nazadnje tudi z domovi za upokojence. Pred korono smo že vzpostavili stik z vsemi. Žal je prišla korona in pa zaradi ukrepov smo to dejavnost malce prekinili, zdaj pa spet vzpostavljamo staro stanje. Glede na to, da sem tudi sam uporabnik slušnih aparatov, bom rekel, na podlagi izkušenj zelo dobro vem, kaj vse je lahko narobe pri slušnem aparatu. Dara je omenila recimo tehnične zadeve, nastavitve in to, ampak tudi če je to vse še zmeraj ljudje potrebujejo pomoč, ker je vsaka malenkost lahko pomembna, lahko se izprazni baterija, lahko se poškoduje cevka, lahko se zamasti, vliva in večina uporabnikov žal tega ne zna samo urediti. Eden od razlogov, zakaj smo bolj podrobno začeli spremljati stanje v domovih za upokojence, je bilo pred leti en namen zaračunavanja namestitve slušnih aparatov 1 evro na dan. Ker človek mora to zvečer sneti, zjutraj ga je treba natakniti in tisto zaračunavanje 1 evro na dan se je nam zdelo zelo, bom rekel, nespodobno in pa tudi nečloveško. Ker brez slušnega aparata človek odrezan vsega dogajanja v domovih. Zato smo takrat začeli to nekaj bolj podrobno spremljati. Kot ste imeli tudi to, v Tržiču smo odprli podružnico, včasih je bil Tržič, bom rekel, zelo industrijsko mesto, z veliko hrupne industrije, tudi sam sem izkusil v tekstilni industriji, tako kot tudi veliko mojih sodelavcev. In ko smo odprli podružnico, je bilo tudi veliko povpraševanje za naše storitve, za nasvete, za pomoč pri slušnih aparatih. In ko so ti sodelavci šli v dom, so še vedno potrebovali pomoč. Včasih smo ga priti k nam, pa smo začeli hoditi v dom. In tako se je nekako začelo naše sodelovanje, ki se je razširilo tudi na ostale domove na Gorenjskem. Jaz sem vesela, da imamo danes to izobraževanje, da v bistvu vsi, ki se ga udeležijo, tudi dobijo te informacije, kot ste rekli, da sploh spoznajo, da imajo možnosti nekoga kontaktirati, ki bo potem lahko v bistvu tudi prevzel to pomoč pri nastavljanju slušnih aparatih. In se mi zdi, v bistvu sem vesela, da obstaja ta dobra praksa z vaše strani. Pa me v bistvu zanima, kako pa to običajno poteka? Vas oni, se pravi, sami pokličejo ali se vi obrnete na domove, tako da mogoče tudi to pot pokažemo, kako je najbolje za naše goste, da se v bistvu, kako se sploh odločijo, koga kontaktirati in kako potem ta pot poteka, da vi pridete tja in tako naprej, kako to v praksi deluje. To naše sodelovanje vedno poteka v sodelovanju z vodstvom domov oziroma s tem pooblaščenim osebam, ki se ukvarjajo z njihovimi stanovalci. Oni pa zaznajo potrebo, jim povejo, kaj rabijo, kaj je recimo ukvarjeno, pa se zmenimo za en dan in takrat obiščemo ta dom in pomagamo ljudem, včasih, če tudi ne moramo samo, pa tudi s pomočjo uradnih dobaviteljev, ki pač tako skupaj uredimo zadevo. Super, to se pravi, v bistvu oni zaznajo potrebo in vas potem kontaktirajo. To se mi zdi zelo pomembna informacija. Zakaj se pa vam zdi to znanje o tehničnih prilagoditvah in tehničnih pripomočkih in pa sploh na splošno to ustrezno sporazumevanje sploh pomembno? Glejte, kot sem že rekel, tudi sam vem, kaj pomeni, če ne slišiš vsega, oziroma da ne razumeš vsega, kaj ti povejo. Recimo, ko si v bolnici, pa nimaš slušnega aparata, nič ne veš, kaj ti govorijo, kaj ti svetujejo, kakšno zdravilo moraš imati. Ta korona čas je bil še posebej dramatičen zaradi tistih zaščitnih mask, ko so bili pa popolnoma odrezani od informacije. Tudi jaz osebno sem ratal, bom rekel, profesionalc za branje z ustnic, ampak ko so bile maske, sem bil pa popolnoma odrezan kljub slušnemu aparatu. Nisem
razumel praktično nič. In sem se samo predstavljal, kako si ljudje počutijo v domovih za starejše, ko imajo terapije, delavnice, razne dogajanja in sploh ne vejo, kaj jim sestre, zdravniki ali terapevti sploh govorijo. In to je, bom rekel, zelo travmatično, dramatično in nekatere osebe to zelo osebno dojemajo. Sam osebno sem recimo poznal človeka v Tržiču, ki se nikakor ni mogel vključiti v dogajanje v domu. Prepozno je začel uporabljati slušne aparate, če prepozno začne, si težko navadiš in ti vse skupaj spravlja od živce. To, ki že Dara rekla, to ti najeda živce, najeda ti vse in na koncu žal se ne mogo vključiti, ne tudi storil samomor, samo zato, ker se ni znal vključiti v domsko dogajanje. In to so res težke zgodbe, ki jih javnost težko pridejo. Ja, res je. V bistvu za vse je pomembno, da se opremimo s temi informacijami, ker na koncu dneva smo potem vsi bolj zadovoljni, ne. Mene zanima, še mogoče, da se vrnem na to, ko greste vi v domu, kako to izgleda? Greste vi prav po sobah, prav do ljudi, ki imajo z izgubo sluha in kako vi uspete vzpostaviti ta stik, ne? Ker kot vidim, velikokrat imajo ljudje težave s tem, kako pa vam uspe ta stik vzpostaviti. Tukaj le vidimo tudi eno sliko, kako v bistvu to v praksi izgleda, tako da bom hvaležna, če še poveste, kako to potem izgleda. Ja, v bistvu po domovih nikoli ne grem sam. Vedno me spremlja neka oseba, ki pozna stanovalce, tudi nekaj pozna, kakšne težave imajo, tako da skupaj pomagamo. Nikoli ne grem sam po sobah ali v kakšen skupen prostor, ki to rešujemo. Me pa zelo veseli, da na koncu, bom rekel, smo vsi zadovoljni. Tako uporabniki kot strokovne osebe, kot pa tudi vodstvo, ker jih zelo razbremenimo s temi našim, bom rekel, prostovoljnim delom. Na koncu pa tudi mi zadovoljni, da lahko pomagamo ljudem, ki res zelo veliko pomeni. Moram reči, mesec nazaj sem bil tudi v enem domu na Gorenjskem, kjer je bila uporabnica stara 104 leta. Ampak je še vedno vitalna, sploh ne zdi, da je 104 leta stara, še vedno se aktivno vključuje v vse te dogodke, zabave, kako že imajo in brez slušnega aparata ne more spremljati. In meni, bom rekel, so šle kocine po koncu, ko sem lahko pomagal tako starejši, pa če se tudi uspeti. Super, to pa vam popolnoma verjamem. Dajte mi povedati sam še mogoče na kratko, kjer ključni nasvet bi vi danes tukaj je zbranih precej strokovnih sodelavcev in zaposlenih v domovih, kakšen je tisti mogoče glaven, zlata vreden nasvet, ki bi ga danes delili z njimi? Že Darja je omenila, da so najhujši ljudje največkrat užigosani kot nedostopni, vzvišeni, ignorantski, ampak to ni res. To ni res, ampak enostavno ne znajo drugače reagirati. Zato vsem, ki delujete v domih za starejše, dajte najprej pomisliti, da človek ne sliši. Poiščite našo pomoč, pa bomo skupaj to zadevo rešili. Velikokrat se zgodi, da ljudje imajo slušen aparat, ampak jim obleži v predalu, nočejo ga nositi, ker ni pravilno nastavljen, pravilno očiščen, ali da znajo baterije zamenjati, pa imajo prazno baterijo noter. En kup takih malenkosti je, ki jih lahko skupaj, ali pa vsaj mi povemo, kaj naj pogledajo. Ker zadnjič, recimo, sem tudi imel en primer, ker je gospa imela pržgan slušan aparat v predalu, pa piska in to še pa je ostale spravilo v živce. To so take malenkosti, ki pa lahko tudi osebe v domovih lahko že samo reši, ampak ne vejo, ne vejo. Mi, kot jaz pa Darja, imamo pa dolgoletne izkušnje, pa poznava te male malenkosti, ki pa so včasih zelo pomembne.
ki lahko veliko pomagajo, a ne. Ja. Boris, res najlepša vam hvala za vaš prispevek, za vaše odgovore. Upam, da smo še koga več spodbudili k sodelovanju in prispevali k razmisleku v bistvu o teh spremembah, ker kot vemo, lahko veliko prispeva že pač vsak posameznik.